To je robot, ki je namenjen posebej za tekmovanje RoboCup Junior Rescue. To je v bistvu ena kategorija na RoboCupu, katere glavni cilj je reševanje. Najin robot je v bistvu sestavljen tako, da lahko zaznava žrtve oziroma električno ogrevane elemente z temperaturo človeškega telesa, ter je povsem avtonomen znotraj labirinta, ko ga enkrat damo, to pomeni, da pride sam ven. Aktivnega dela pri izdelovanju robota, torej od dobave plat, samega spajkanja, vrtanja in sestavljanja je bilo kakšnega pol leta. Seveda pa izkušnje iz prejšnjih tekmovanj predlanskega in lanskega RoboCupa segajo mnogo dlje, pa tudi programska koda se je ustvarjala že kako leto nazaj. Prvo mesto nam je šlo za zgolj 30 točk od skupaj 1700 točk na račun tega, ker smo imela en senzor premalo in ko je prišel na ovire, torej na kroglice posipane po labirintu, se ni obrnil tako, kot bi se moral in se mu je logika, to je v bistvu taka primitivna umetna inteligenca, zamešala in del labirinta, ki bi ga mogel pregledati, ni šel pregledati. S tem smo izgubila nek procent točk in ravno to je bilo dovolj, da nam je prvo mesto ušlo. Vse, kar smo opazila, da je bilo pomanjkljivo, smo že izpopolnjena na tem samem robotu z različnimi letvicami in dopolnitvami. Seveda bomo pa za drugo leto za tekmovanje RoboCup 2012 v Mehiki naredila novo platformo novega robota z močnejšo periferijo, ki mislimo, da bo dovolj zmogljiv za prvo mesto. Osnovna logika tega robota je, da v bistvu se sledi desni steni. To v bistvu pomeni, da ko prevozi celoten labirint, pride do vrha labirinta, se v bistvu obrne in potem gre po drugi steni nazaj dol. Tako da v bistvu preskanira cel labirint. Slaba stran te logike oziroma inteligence je pa ta, da se lahko recimo tudi zmoti. Imela smo probleme, ko je zapeljal na zobotrebce, da mu je pač to toliko zmotilo logiko, da se je preprosto zaciklal, ampak je potem vseeno pač našel pot. Ampak s tem izgubiš seveda dragocen čas.